Gorenjska obzorja. Na stežaj. Dobro jutro, voščimo z valov Radia Sora na današnji praznični ponedeljek in kot je navada med 8 in 9 ponedeljkih zjutraj čas za našo radijsko klepetalnico Na stežaj. Naš današnji gost pa je Rok Bohinc, stand-up komik, improvizator, scenarist, voditelj, igralec, pisatelj in če sem še karkoli pozabil, mi bo sam povedal. Rok, dobro jutro. Dobro jutro. A sem kaj pozabil? Ja, sigurno si kaj pozabil, ampak zdaj ne bova dlako cepila. Fotor sem še, no to je pa to. No se to, v bistvu sem hotel, da ne greva čist klasično, stereotipno od začetka na začetek. Kaj te trenutno poleg družinskega življenja najbolj zaposluje? Trenutno me najbolj zaposluje stand-up. Zdaj delam na novem materialu, tako da se preden začneš zares nastopati, rabiš tako 25-30 minut tega orang knjigi, kar res deluje v vseh situacijah, tako da zdaj delam to, malo se ukvarjam s scenariji, kakšni drugi nastopi te zadeve. Dinamično, ne? Ekstremno. Ajde, zdaj pa greva lahko na začetek. Improvizacija je verjetno tisto, kar je vse skupaj potem začelo, kar je začelo valiti kepo po hribu. A je bilo še kaj pred improvizacijo, kar te je spravilo na to pot neke, ne bom rekel medijske osebnosti, ampak voditelja, nekoga, ki javno nastopa, nekoga, ki se s temi stvarmi ukvarja? V bistvu sem začel, ko sem bil v osnovni šoli. Moji prvi spomini so strah pred enim kulturnim praznikom, ker sem mogel recitirati poezijo in vem, da tisti dan nisem mogel zares dobro spati. Tako je ta prvi spomin. Pol drug, bistveno bolj prijeten spomin je bil pa, ker smo imeli na šoli v naravi, v osnovni šoli smo pa v bistvu delali z parimi kolegi en skeč, ki smo imeli Pokaži, kaj znaš. In naredili smo en skeč, ki je bil na ta način narejen, da si ponavljal isto zadevo. In nekaj, kar smo dostikrat v impro pol tudi delali. In je bilo samo tako, jaz sem prišel v prizor in sem dobil srčen napad in sem padel po tleh in vmes sem govoril neumnosti. In potem je režiser to preusmeril, da je bilo najprej narediti to veselo, žalostno, v počasnem posnetku. In vem, da smo najprej naredili to v šoli naravi, pa smo pa to delali pred celo šolo in ljudem se je zmešal, vsi so se smejali, meni je bilo tako, to lahko očitno delam v lifeu. Tako da, ja, to so bili v bistvu nekako moji začetki. Ja, no, vse to, kar si zdaj opisal, je pravzaprav nekako osnoven koncept potem improvizacije oziroma improvizacijskega gledališča, ne? Ja. Šolska improliga. Nekako se mi zdi, da vsi ljudje, ki delajo nekaj kreativnega, ki so v medijih, javno nastopajo in so bili nekoč improvizatorji, vsi pravijo, da jim je pravzaprav ta impro leta študentska, šolska, da so jim veliko dala. Ja, absolutno. To ti da, v bistvu, jaz mislim, da ti nekako možgane zveže na en tak poseben način, ker jaz imam težave umiriti misli, jaz imam težavo, da sem brez idej, recimo. Če bi se to kdaj zgodil, bi bil jaz zelo presenečen, pa v bistvu kar malo že navdušen. Zdi se mi, da tako, da ena stvar, ki ti improvizacija res daje to, da te ves čas spodbuja v temu, sam reči ta prva stvar, ki ti pade na pamet. Saj ni važno, če je neumnost, ti sam buti ideje ven in pol, ker nimaš te neke samocenzure, pol je ful dobro, ker lahko res si lahko kreativen v različnih situacijah. No in v bistvu, to so zelo dobri začetki. Kdaj je tudi kakšna težava, pol, ker nimaš samocenzure? Absolutno. Ves čas je tako, zato ker pa so neke družabne situacije, kjer je pa bož, da ne rečeš čisto vse, kar ti pade na pamet, ampak si ne moreš pomagati, ker si natreniran. Tako da to gre, ja. Ja. Zdaj, pravzaprav za voljo te improvizacije in vsega, kar spada zraven, se je ustanovil tudi Kud Kiks. Že kar nekaj let nazaj, ampak zadeva se še vedno pelje, ne? Imate redne predstave in nastope. Ja, Kud Kiks je društvo, ki smo ga ustanovili mi po srednji šoli, ki smo ugotovili, da prav za impro pa za stand-up, ki smo ga začeli nekako istočasno delati, ni zares društvo v Kranju. In mi smo prek tega dobivali, mi smo se prijavili na razpise od mestne občine Kranj, ker nas v bistvu podpira že ves čas, odkar smo nastali. In delamo konstantno različne dogodke. Najbolj redni so impro predstave v knjižnici, pol imamo pa 2-3 na let imamo neke večje stand-upe, tudi večje impro dogodke, recimo delali smo lansko leto Kiks Faktor, ki je tako pa X Faktor, samo so pesmi improvizirane. Naš gost je bil Dejan Vunjak, ki je bil tako on je bil del žirije, pa en glasben nastop je imel. In na koncu nastopa on pride do nas in reče, ful dobro, zelo dobro ste odpeli, sam ne razumem pa, kako ste vi dali ljudi v publiko, pa ste jim povedali, kakšne predloge vam morajo dati. Pa je tako, ne, oni so se zadrli, neki so se zadrli, to je bilo improvizirano. No, tako, kaj, vi ste improvizirali vse to? Pa je čisto navdušen. Tako da imamo te večje dogodke, zdaj smo začeli tudi v bistvu malo bolj snemati. 2 leti nazaj smo ta
prvič delali Kikse leta, ki je v bistvu taka, mi temu rečemo, da je to panel show oddaja, zato ker je pač nekako izhaja iz Velike Britanije in gre v bistvu za to, da imaš kviz, ampak ni ta glavna zadeva, da ti pravilno odgovarjaš na vprašanje, ampak da so tekmovalci v bistvu smešni pri temu. Tako da to je zdaj nekaj, s čimer se tudi ukvarjamo. Veliko teh formatov različnih je, v katere lahko zapakiraš pač gledališko, če je sploh gledališka, no pač improvizacijo na nek način. Tudi med korono ste se v bistvu zelo dobro znašli z resnico ali laž, pa verjetno ste imeli tudi še kakšno zadevo. Drugač, normalno, korona je verjetno na vseh področjih, s katerimi se ti ukvarjaš, naredila en tak velik reset. Takrat je tudi potem prišla knjiga, oziroma začetek pisanja vsega skupaj. Ja, res je. Ja, absolutno. Med korono smo v bistvu vse stvari nehali. Pa če nekaj časa ni bilo nobenih ne impro, ne stand-up nastopov, niti povezovanj, ničesar. Jaz sem bil voditelj, pa igralcev oddaje Osvežilna fronta in mi smo takrat začeli snemati od doma, zato ker pač nismo mogli biti v studiu, ker so bile pač različne prepovedi. In v tistem času smo mi začeli delati tudi neke vrste panel show, oziroma dajmo reči, da to pogovorna oddaja, ki se imenuje pač Resnica ali laž. In to je postalo zelo uspešno in tudi ljudje so nam med korono, še pod koroni so nam govorili, koliko z veseljem so to gledali, koliko jim je to v bistvu pomagalo pri temu, da so nekako prebrodili ta težek čas, ki je bila korona. In ja, v tem cajtu sem se jaz tudi zato, ker pač ni bilo nobenih nastopov, ful je bilo manj priložnosti, sem se jaz lotil pisanja knjige, ker sem imel ogromno enega časa in v bistvu sem bil zelo vesel, da se je to lahko zgodilo. Tako da ja, tudi v bistvu nekako po koronski efekti se še ne glih danes čutijo, ampak tako v letih po temu, ko se je nekako zaključil ta lockdown pa te stvari, se mi zdi, da je bilo, da ljudje niso bili toliko vajen hoditi na nastope. Še zdaj se malo čudi, da se morajo spet privarati na to, v bistvu, da spet začenjajo hoditi na dogodke v živo. Da jih je malo težji privabiti. Ja, na ta način. Pa se to se tudi, recimo, ki se pogovarjam s kakšnimi učitelji ali počilcami, razlagajo, da je zelo izrazito koronska generacija, da so bolj zaprti, da imajo težave v socialnih stikih, tako fulenih teh zadev. In ja, ta korona je res na vse vplivala zelo močno. No? Ja, zdaj upamo, da se ne bo še kaj podobnega ponovil kmalu. Greva zdaj le eno kratko glasbeno pavzico narediti, potem pa nadaljujeva mogoče s stand-upom. Okay. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Rok Bohinc je naš današnji gost v oddaji Na stežaj v naši radijski klepetalnici. Začela sva z začetki in z improvizacijo, zdaj pa mogoče lahko kakšno rečeva o stand-upu. Na začetku si rekel, da je to pravzaprav nekaj, kar te zdaj trenutno tudi najbolj zaposluje. Ampak če greva spet nazaj, mogoče na začetek tega, a mogoče veš, kdaj je bil tisti moment, ki si rekel, da bi pa mogoče improvizacijo pa zamenil oziroma ne zamenil, nadgradil, dogradil stand-upom? Mislim, da je bilo to na začetku faksa, se mi zdi, da mogoče sem bil, rad bi rekel, da sem bil drugi letnik, ampak jaz sem to kar delal prvi letnik, da to sploh ni relevantno. Ja, v bistvu malo po srednji šoli smo šli, ker smo pač se preselili s kolegi v Ljubljano, smo začeli v bistvu hoditi na stand-up. Mislim, da prvi je bil takrat v Kudu Franceta Prešerna in sem gledal Valiča, Karasa, polenga folka, tudi Sašo Stare je takrat nastopil in v bistvu mi je bilo tako, nekaj podobnega bi pa tudi jaz lahko delal. In pa se takrat se je nekako začel, sem se probal foravati, gledal sem polenga stand-upa na YouTubeu in v bistvu iz tega sem pa probal pogruntati, kako jaz lahko delam to stvar. Ravno to sem hotel vprašati, a si tako zavestno izbral, kakšne vrste komik boš, ali si pač nekako črpal iz tega, kar ti počneš, kar je tebi zabavno, kar je tebi smešno? Ker vrst je veliko različnih. Ja, ogromno stvari lahko delaš, kar se komedije tiče in kar se stand-upa tiče. Usedeš se in začneš pisati in pol vidiš, kam te pelje. Zdaj nekako osnovne zadeve so itak, kar lahko delaš je, lahko se vedno jeziš na nekoga oziroma da rentaš, lahko delaš nek ta angleški izraz za to je observational comedy, se pravi, da delaš tiste stvari, ki so ti najbolj očitne, pa seveda črpaš nekak zgodbe tudi iz sebe, kar se ti dogaja. To so najbolj splošne zadeve, to vsi stand-up komiki začnejo neke te stvari delati, pa valjda probaš še malo črnega humorja, probaš še malo nekih enovrstičnic, vse te zadeve, pa vidiš, kaj se prime, kaj ti gre dobro na ta način. Je pa v Sloveniji tako, se mi zdi, da zaradi tega, ker je tako majhen trg, ni v bistvu zares prostora za fulenih teh podžanrov. Lahko raziskuješ, ampak realno gledano je nek sarkazem, kljub temu, da ga imajo ljudje v Sloveniji zelo radi, sarkazem pa ironijo delati na odru je zelo, zelo težko. Ne boš dobil veliko feedbacka za te, ker pač ljudje, ki se smejijo sarkazmu, niso zares ljudje, ki se na glas smejijo, ampak so bolj navznoter,
tako, ja, bravo, dobro si to naredil, na ta način. No, tako da, ampak ja, probavam različne stvari. Ker je pa mogoče feedback sicer pri improvizaciji, tam je zares pomemben, ne, tam brez tega praktično tega ni. Pri stand-upu pa verjetno odvisno, ampak se mi pa zdi, saj ne, da bi bil zdaj nek poznavalec, spremljevalec, ampak zadnje čase se veliko pojavlja prav ta, ne vem kako bi zdaj to v slovenščini dober izrazil, ampak z heklerji ubadanje, ne, se pravi komunikacija s publiko, da pravzaprav se set, ki ga ima komik pripravljen, ustavi in potem začne črpati iz publike stvari in se pogovarja s publiko pravzaprav in to je kar velik del šova pol na koncu. Ja, v angleščini se temu reče crowdwork. Jaz osebno tega res ne maram, zato ker pač jaz pridem na stand-up zato, da bom govoril svoj stand-up. Ampak glih včeraj se je zgodilo, v bistvu, da sem bil na enem nastopu, kjer so bili, par fantov je bilo v prvih vrstah, bili smo v lokalu, fanti so malo preveč popili in so imeli občutek, da bo to dvosmerna komunikacija in so se pogovarjali z nami. In jaz sem tako, nekaj sem še probal svoj material govoriti, ampak enostavno so skozi nekaj govorili, pa se pa začne z njimi ukvarjati, kar je pa tako ne. Po eni strani je ful dobro zato, ker publiki, ljudje, ki klepetajo v publiki, grejo ostalim gledalcem vedno na živce. To ni dobra stvar, tako da moraš biti kar dosti pod dozo za to, da ti je vseeno za vse te stvari. Ampak istočasno pa pol, ko začne se komik z njimi ukvarjati, je pa fino zaradi tega, ker pač jih začneš zabijati nazaj. Ne? In pa se folk začne smejati temu. Dinamika je zelo zabavna zato, ker to so pa improvizirane šale, ki nastanejo v tistem trenutku, publika je itak bolj na tvoji strani in je tudi tako, pač je zabavno, če pa zdaj ti želiš pripraviti 25 minut materijala, zato da ga boš pač uporabljal na različnih situacijah, je pa pol to popolnoma neuporabna zadeva. Tako da, ja, včasih je v redu, včasih je pa bolj, dajmo zdaj še to delati, tako na ta način. No, to je recimo lahko en izziv, kaj bi pa mogoče rekel, da je najtežje, ali pa saj tebi najtežje pri tem, da si stand-up komik? Najtežja stvar je popravljanje šal. Da greš vsak lahko napiše šalo, ampak najtežji del je pa, da greš ti na oder, probaš in da se ti ljudje ne smejo na posamezne dele, ker si misliš, da se bodo smejali, pa se moraš pa ti nazaj za mizo usedeti in metati ven stvari, ki ne delujejo in jih zamenjevati s stvarmi, ki delujejo. In zdaj pogruntati, kaj bo smešen, to je pa ta del, ki je pa res, res težek. Evo, spet je čas, da si malo pauze, vzamemo nekaj minut glasbe, potem pa naprej. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Radio Sora vam vošči dobro jutro v današnjem ponedeljkovem prazničnem jutru. Rok Bohinc, stand-up komik, improvizator, scenarist, voditelj, igralec, še kaj in tudi pisatelj je naš današnji gost. In na tole zadnjo greva zdaj naprej, na pisatelja. Nekje sem te slišal reči, da si vedno želel postati pisatelj. A si vedno želel postati mladinski pisatelj oziroma pisatelj za mladino, če je to nek termin, s katerim se poistovetiš, ali je sam to se zgodil bolj slučajno? Jaz sem sam začel pisati zgodbo in v bistvu je bila otroška, mladinska zgodba. Meni je tako, pač, sej moja Smrdljivc je mladinska kriminalka, absolutno, ampak meni je tako malo odveč sam zaradi tega, ker tudi odrasli lahko to knjigo preberejo. To ni na noben način samo otroška knjiga, jaz mislim, da bojo odrasli starši, če bojo prebrali, pa se bojo pogovarjali o vsebini z otroci, bojo tudi našli marsikaj zase. Ni bil moj namen postati mladinski pisatelj, se mi pa zdi, da itak nekako, če želiš, mislim, ne če želiš, ampak če bi hotel delati v tej smeri, da ljudje več berejo, pol je res bož, da se cilja na mlade za te, ker tam nekako dobiš bralce ali pa jih pač izgubiš. Ne? In zdaj večino, glede na to, da mladi manj berejo kot so ostalih in da potem odrasli ljudje so v bistvu samo mladi bralci, ki so se postarali, je nekako ta zadeva, da ti moraš prepričati mlade ljudi, da berejo, moraš jim dati dobro, zabavno literaturo, da pol odraščajo s tem in ostanejo tudi bralci naprej. Si imel tudi kdaj pol že kakšne želje, da bi recimo pa šel v neko čisto drugo žanrsko skrajnost, oziroma da bi se odcepil od tega, da je zadeva primerna za vse in napisal nekaj, kaj ste črnega, glede na to, da tudi črni humor je velik del stand-upa in tako naprej. Absolutno. Razmišljal sem o večjih zadevah, definitivno roman. Imam več idej za zgodbe za odrasle, tudi erotične zgodbe. To se mi zdi, da je bilo. Enkrat sem probal neke te erotične zgodbe pisati, ampak je izredno težko, ker pač nočeš zares biti vulgaren in pa iščeš različne sopomenke, kako boš da boš ponazoril seks in je tako praktično nemogoče. Oziroma bi mogel prebrati več erotične literature.
literatura, da bi kaj takega. Zdaj je kar fenomen, ne vem, koliko spremljaš, ampak na TikToku, skratka, Dark Romance, take zadeve, to je zdaj zelo, zelo. Ok, nova niša, si bom pogledal. Moraš malo raziskati, se mi zdi, da kar veliko enih priložnosti, dajmo tako reči. Zdaj se drugače pojavila nova zadeva, ki se imenuje mikrodrame, in to so v bistvu nadaljevanke, ki jih gledaš prav samo na mobilnem telefonu, pokončen format in so ful kratke, 2 do 3 minute posamezen del. V vsakem delu je cliffhanger oziroma tak konc, zaradi katerega bereš še naprej. In jaz sem na telefon si moraš naložiti prav aplikacijo za to, da gledaš to zadevo. In jaz sem bil presenečen, jaz ne vem, zakaj sem pričakoval, da so to čisto normalne nadaljevanke, ampak so v resnici telenovele, v veliki večini primerov, in nenormalno velikih je erotičnih. In jaz zdaj dobivam oglase s neki erotični videi in moja žena je zraven, kaj ti gledaš na telefonu, kaj se dogaja? In tako, ampak ne, to je zdaj očitno nek trend, tako da, ok, pa še te Dark Romance si pogledal. Kdo bi si mislil, da se seks tako dobro prodaja? Kaj je to nekaj novega? Ja, zanimivo. Ja, ampak je pa verjetno, vse gre nekako v tem trendu, quick dopamine fix, ne, pač na hitro, kratek format, toliko pa časa poskrolam in na koncu te pa potegne noter in si pravzaprav pol ure. Ja, zato ker na koncu koncev dobra zgodba z zanimivimi junaki te še vedno pač potegne noter in ti pač ne moreš odložiti. Ne. Sej v resnici tudi pri knjigah je na isti način, ti moraš sam zapeljati zadevo na ta način, da te res hiter noter potegne. Zato je tudi recimo, jaz dosti se ukvarjam tudi s scenariji in vsi nasveti za nove, kako zdaj pisati scenarije, na začetku mora biti en hook, spet angleški izraz, ne vem kako to, kavelc? Ja, nekaj od tega. Nekaj, kar zagrab človeka in ga potegne noter in potem ga moraš res zelo hiter upeljati v stvari, da se navleče na to zgodbo in da nadaljuje, ker to je edini način, da pač peleš bralca naprej. No, Smrdljivec se je tudi pravzaprav zelo lepo prelil v TV serijo. Ne? Nekako se stopnjuje ta napetost skozi poglavja oziroma skozi epizode in potem prijemo do konca. A je bila to, da se bo zgodba razvila v TV serijo želja že tudi od začetka? Ja, ni bilo nujno za nadaljevanko, jaz sem imel v misli, da bi bil film, zaradi tega je tudi v bistvu vse postavljeno na eno lokacijo, en dogajalni čas, malo junako, zaradi tega, ker je bilo pač, ja, seveda, dajmo narediti nekaj taze, kar je spet angleški izraz budget friendly, nekaj, kar je lažji posnet zaradi tega in pol tudi, ko so ljudje začeli brati knjigo, so bili vsi, nameravaš kakšen film narediti iz tega, pa sem rekel, ja, to je v bistvu od začetka namen. Medtem, ko ideja za drugo knjigo, ki je delno napisana, je pa glih v nasprotno smer, je pa tako, to se ne da pretvoriti v Sloveniji v nadaljevanko ali pa v film, to bo preveč drago, preveč stvari, ampak je glih namen, ok, prej sem se osredotočal, kako narediti v bistvu neke vrste eno dejanko, zdaj je pa tako, zdaj pa narediti neko epsko zgodbo, ki je orank roman v bistvu za mlade. Tudi fantazija ali realno? A veš, kako je? Zdaj itak, a ne tudi Smrdljivec je, jaz bi temu rekel zelo velikodušno, sicer magični realizem. Zaradi tega, ker ne so pač, načeloma je vse realno, kar se dogaja noter, ampak posamezni elementi so pa mal nenavadni. In v bistvu v nadaljevanju, v drugem delu knjige, v drugi knjigi bi želel izpostaviti te stvari in tu gremo pa mal bolj v nek, dajmo reči, v okultno je mogoče tudi ta pravilen izraz. Ni zares fantazija, ne dogaja se nič magičnega, nič česar se ne da pojasniti, ampak so pa stvari, ki se ne dogajajo nam v vsakdanjem življenju. A je navdih prišel iz formata ali je format prišel iz navdiha? Bravo, dobro vprašanje, pojma nimam. Navdih je bil v bistvu, jaz sem že medtem, ko sem pisal prvo knjigo, se v Smrdljivcu je ves čas še ena, ne morem reči temu C-zgodba, ki se ne zaključi zares, kaj tako, pa samo drobci so noter in moja ideja je bila ves čas, da bi se jaz potem, če bi pisal kdaj nadaljevanje, bi se ukvarjal v bistvu s to C-zgodbo in pa sem to naredil in pa sem spet to povezal. Zdaj ne morem zares nič odkriti, ker jaz upam, da bom sploh kdaj napisal to knjigo, ampak Smrdljivec temelji na enem resničnem dogodku, ki se je zgodil, ko sem bil jaz v osnovni šoli in tudi nadaljevanje v bistvu temelji na enem dogodku, ki se je dogajal v tržiški občini oziroma tudi malo je vključil gimnazijo, kraj in vse te stvari in so neke povezave, tako da je nadaljevanje zgodbe iz knjige, junaki se ponovijo in se pač pokaže več njihovega življenja in pa je spet en utrink iz življenja, ki ga ljudje iz Gorenjske verjetno poznajo.
No, se ravno to sem hotel vprašati, če je za Smrdljivcem zgodba nastala kot neka podlaga, resnična izkušnja ali je vsaka podobnost z resničnim življenjem zgolj naključna. Zdaj si mi že odgovoril na to vprašanje. Fino je bilo sicer spremljati tvoje video na Facebooku, ker si lani zadal, da boš v enem mesecu spisal skupaj 50,000 besed, kolikor je nekako bil dolg Smrdljivc. Ja. In ti je nekako kar uspeval. Zdaj to predvidevam, da je bilo to neki, zato ker si rabo neko, bom rekel po domače, brco v rit. Tako. Ja, da je nek nadzor, da te nekdo spremlja in da daš odgovornost pač nase. Ja. Da to speljaš. Ne? Ja, absolutno. Res, akcija je bila v bistvu, da bom mislim, da bo mesec marc, da bom vsak dan napisal, mislim, da okrog 1500 besed in to je pa skupaj zneslo, da bi v 30 dneh napisal 50,000 besed. Mislim, da je bilo nekaj takega. No, in to mi je tudi ratal, ampak problem je, ne, zato, ker pač knjiga ima 50, prvi del ima 50,000 besed, ampak je bilo pa prej več besed napisanih, ker sem jih potem mogel zmetati ven. Tako da, poleg tega, da itak drugi roman bi bil verjetno bolj obsežen, je kar projektno in je treba način, zgodba, ki sem si jo jaz zastavil, v bistvu nekako sledimo 3 junakom. Vsak ima svojo zgodbo in to pomeni, da moraš ti v bistvu vsako od teh zgodb zaključiti, se pravi speljati od začetka do konca. In eno sem zaključil, ta drugo zgodbo sem pripeljal nekje do sredine, pa se je potem malo stavil, tretje zgodbe pa niti začel nisem, tako da sem na dobri polovici. Zdaj v teh videotih si mogoče bolj odprl pogled v ne toliko v tvoj dejanski proces, kot bolj spet bo uporabila angleški izraz, mindset. Kako si se tega lotil? Me pa mogoče zanima stališča procesa. A ti, ko se usedeš, začneš pisati in potem se nekako vse skupaj poveže, ali si tudi bolj organizator, planer, se pravi, da si narediš kakšne druge pripomočke in si splaniraš, kako bo zgodba šla do konca, čez katere točke moraš priti in tako naprej. Zelo je kaotično. Vse skupaj je kombinacija vsega tega, kar si zdaj povedal. V bistvu, ko sem začel razmišljati o sami zgodbi, sem imel neke oporne točke, kako približno bi se mogla zgodba odviti. To sem seveda napisal na enega od mnogih listov izvezkov, ki jih uporabljam pri temu. Pa sem se pa zato, ker je pač samo planiranje dosti dolgočasno, sem se lotil pisanja in med pisanjem itak ti odkrivaš v bistvu nove zadeve. V bistvu zgodba je taka reživa tvorba, tudi če imaš ti načrt, kako se bo stvari odvile, zavije v svojo smer. In to se je začelo dogajati, potem je bilo pa itak, pa je pa zgodba začela postajati kompleksnejša in ves čas nekaj je, česar ne vem, koliko se ostali slovenski pisatelji poslužujejo tega, ampak recimo, če gledaš neke svetovno znana imena, ki predavajo prav o strukturi zgodbe, ti vedno govorijo, da moraš ti imeti, vsak tvoj junak mora imeti nek cilj, ki ga hoče doseči, ampak istočasno mora pa imeti tudi neko šibkost, neko napako, ki je v njem in on mora tekom zgodbe v bistvu popraviti to zadevo. In to je nekaj, s čimer se lahko ljudje poistovetimo. In zdaj vključevati vse te zadeve, to ti pol zdaj vedno več plasti dobiva zgodba. Ne? Najprej nekaj tisto, kar se dogaja na površju, to, kar je pač nek cilj, potem imaš zraven neko razvojnega karakterja, potem je kako se vsak junak povezuje z ostalimi junaki, tako da je v bistvu moraš na več stvari gledati in je na eni točki je zelo veliko stvari se dogaja kar v glavi, tako da je bilo, kdaj sem se mogel tudi zaradi tega ustaviti, ker pač pišeš nekaj in pol nikamor se zares ne premakneš v zgodbi, ni nobenih for, junak se ne razvija in moraš pol res zadihati, razmisliti, kam bomo šli pa zdaj. In to je tudi pol po temu, ko sem napisal 50,000 besed, je bila ta prva zadeva, je bilo tako, ok, zdaj pa dajmo sam ustavce, pa pogledati, kje smo, pa kam moram pravzaprav iti, ker sem se tudi malo zgubil, tako da ja. Zelo kreativen proces, ja, veš, če imaš srečo, da imaš organiziran kaos, pol je the best. V veliki večini primerov sam kaos. Če se še čisto na kratko vrnem k temu, da je pač to zgodba in knjiga za vse, tudi za mladino, a si imel kakšnega svetovalca, kako se malo bolj poistovetiti še z generacijo, ki je vpisana? Kaj ne bi zdaj to pomenilo? Ne, nisem hotel reči, da si star, vem, da si mlad po srcu, jaz sem tudi mlad po srcu, pa glavi včasih. Ampak tako, mislim, ne vem, ali pa recimo, verjetno se je tudi šolski sistem malo spremenil od takrat, ko smo mi bili v šoli in tako take zadeve. Sem preveril par stvari, ampak sem dobil odgovore, ki
mi niso bili všeč, tako da sem jih ignoriral. Sem pa tistne bralce sem imel. Jaz sem dal knjigo za brati po tem, ko smo zaključili različno starim ljudem. In eni so bili iz obdobja pač konc osnovne šole, par jih je bilo iz srednje šole, pa seveda par staršev, oziroma par tudi ne staršev, ampak odraslih izkušenih bralcev. In sem dobil zelo različne feedbacke, predvsem je, zato ker pač zelo veliko sklepam po sebi, normalno, ker drugače ne moš, sem pričakoval, da mi bo mlajši bralci lahko dali boljši feedback in večino nekega povratnih informacij, ki sem jih dobil od mulcev, od otrok, ki so bili v osnovni šoli, je bilo, to je dober, ampak ne pa zakaj je dober ali pa kaj jim ni bilo všeč, samo to je dober. Pa so mi pa bolj govorili knjige, ki jih oni radi berejo. V srednji šoli je bilo pa večinoma tako, načeloma zdaj, da simpatično, ampak jaz drugače berem raj in pa je bilo tisto, kar v resnici berem in bo tako okej. Na ta način sem predvsem razumel, da ta knjiga ni toliko primerna recimo za ljudi, ki so med 15 in 16 in pa 18 in 20 letom. Starši so bili pa itak navdušeni zato, ker sem pa jaz tudi en fotrček, ki je v bistvu pisal, kako se otroci obnašajo in ta stari je bilo to the best, ki je bilo tako, to moji ta mali isto delajo. Tako da malo je bilo nekih povratnih informacij, ampak večinoma sem pač sam ugibal in ljudje so rekli, neki si zadev, neki nismo tako uredili. Še malo bo ostala pri Smrdljivcu, ampak najprej pa še kratka pavzica. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. V družbi Valov Radia Sora ste v današnjem ponedeljkovem jutru in poslušate radijsko klepetalnico Na stežaj, v kateri danes gostimo Roka Bohinca. Največ sva se ustavila pri Smrdljivcu in še malce bo ostala pri njem, pa mogoče tokrat iz knjige malo bolj na serijo. Kako je pravzaprav sploh prišlo do vsega skupaj, kako se je začelo sodelovanje, kako je prišla ideja, kako je prišlo do same realizacije? Za nadaljevanko smo se začeli dogovarjati v bistvu eno leto po tem, ko je knjiga išla, se pravi, to je bilo 2022. Kolega Matej Slabe, ki ima v industrijski coni Šenčur, ima pač produkcijsko skupino WeCamp, skupaj z Lukom Murnom. In on je imel knjigo in je na snemanju, ne vem, če je bil, ni bilo jezero, ampak en naslednjih delov, je enkrat uničil en kader, zato ker se je začel smejati na glas, medtem ko je bral mojo knjigo. Me je poklical, rekel je, mi to lahko damo v eno zadevo in pa se je začel pač tako nabiranje informacij, prijavili smo se na razpis, najprej za razvoj scenarija na RTV-u, potem pa še na Slovenski filmski center in potem zdaj, se pravi, kdaj je bilo, 2024, mislim, da se je to snimalo. Tako da pa smo imeli nekako 2 leti časa, da jaz sem napisal scenarije, prijavili smo se na razpis, dobili smo ekipo, tehnična ekipa je bila itak že zastavljena, ključnega pomena je bil vedno režiser. In pa je bilo treba uskladiti nekako to zgodbo z režiserjem. Vmes se je zgodil še ena taka malo večja sprememba. Jaz sem imel ves čas v glavi, da bomo mi delali 25-minutni format, posamezne epizode, pa da bo 6 delov. Pa je pa prišla direktiva, da moramo v bistvu skrajšati, da so nove smernice, da je 15-minuten format. In jaz tega dela nisem mogel samo praviti, zaradi tega, ker to je pa zdaj pisatelj, ki je mogel že to skrajšati v scenarij, že to je bil kar velik zalogaj. Ampak pol je bilo pa treba ogromne dele scenarija ven vršt. To je pa pol prišla zraven scenaristka Pia Vatovec Direnbeck. Pia je v glavnem legenda, sodeluje pri fulejnih slovenskih serijah pa filmih in ona je pa v bistvu bila zelo ta, da je pač samo raztrgala scenarij, tako je bilo treba dala ven odveč. Niti ne odvečne dele, pač je bilo samo zgodbo je bilo treba skrajšati na to zadevo in pa res mečeš vse stvari ven. Skrajšala da so bile posamezne epizode dolge po 15 minut in potem se je šlo snemati julija, se mi zdi, 2024, pa valjda proces montaže in konc leta 2025 je šla zadeva ven na televiziji in doživela ogromen uspeh. Ti si se v bistvu kot scenarist preizkusil že prej si delal kot scenarist, ampak verjetno je bilo tukaj vse čisto drugače. Mislim, prvič zato, ker je bil material tvoj, drugič pa, ker je tudi format drugačen, kot je bilo prej zastavljeno. Veliko enih stvari je bilo drugačnih, predvsem nisem bil navajen, to je v bistvu še vse en to tako imenovan long format, to gre pač vse 6 delov po na uni točki še 20-25 minut, to je pač v bistvu, se pravi minuta v filmu je ena stran na scenariju, se pravi to je 25 strani ali več na scenarij in to je kar težko je nekako zdaj že to, da ti narediš celoto, s tem, da je tudi zelo pomembno, jaz načeloma pri knjigi sem si dal omejitve, da je v enem prostoru,
česa sem se držal tudi pri scenariju, ampak jaz nimam zares dovolj znanja za režijo zadev, oziroma kako bi zdaj te stvari postavil. In jaz sem tam pisal stvari svašta, jaz sem še dodajal zgodbe noter, dodajal sem elemente in to so bili recimo en del je v zgodbi, kjer se Buli, Luka, pa ta glaven, hiperaktiven, razvajen mulc, ko sem malo sika, vid se preganjata po šoli in na eni točki vid skoč iz zgornje telovadnice na spodnjo telovadnico na blazino. In jaz sem bil prepričan, valjda, da bomo to lahko posneli. In pa so bili pač vsi tako, ne, to so otroci, seveda, da ne bojo skakali tukaj, ali pa tako se bo blazina spodaj, tako vse niče v blazina, ne morejo oni tega delati. Tudi veliko je bilo enih teh stvari, ki je bilo tako, a ne, ti imaš v glavi, ja, seveda, da bojo to naredili, ampak pol je v realnosti pa ne moreš tega narediti. No. Tako da to so bile neke glavne zadeve. Ne. Plus tako elementi, recimo, jaz sem hotel ful muske noter, ful enih stvari, ampak je bilo pol sam, lej, toliko imamo denarja, to lahko naredimo. Veliko je enih teh, v bistvu na koncu ti res budget diktira, kako boš ti naredil zgodbo. Ampak vseeno uspelo je odlično, odzivi so fantastični. Tudi v Sarajevu ste na filmskem festivalu pravzaprav dobili nagrado, ne, za najboljše delo otroškega programa na festivalu. Ja, zato ker se pravi, bili smo na filmskem festivalu, zaradi tega, ker ti lahko te dele, če jih pač sam skupaj daš, ti v bistvu dobiš film, ne, ker je narejen na ta način. Ja, in smo imeli to priložnost, da so nas predvajali na filmskem festivalu. Se pravi, dvorana je bila, oziroma to prizorišče se imenuje Teen Arena in mi smo zmagali po kriteriju, po tem, da nas je, da so otroci soglasovali, da jim je bil ta film, med vsemi mladinskimi filmi, ki so jih pogledali, da jim je bil najboljši. In to smo dobili nagrado. In tudi ta premiera je bila itak nora, ker mi smo šli, velik del ekipe je šel v Sarajevo za 3 dni in pa smo pač, ker smo prišli na premiero, jaz sem videl film že prej, ampak igralci ga pa niso. In kako smo mi to gledali, je, da smo gledali, se pravi, slovensko se je govorili, bili so bosanski podnapisi, pa so bili pa še angleški podnapisi, pa je pa še ena teta vse to prebrala v bosanščini in je bilo toliko enih informacij, da noben od nas ni zares sledil, kaj se je dogajalo. Tako da, očitno pa, da so bili pač tisti otroci, ki so bili predvidevani, da je iz Bosne tam, ki so bili domačini, oni so normalno procesirali in je bilo ful dobro, medtem ko mi smo bili sam tako, kaj se je ravno kar zgodilo. Odlično. Počasi zaključujeva tole našo urico jutranjo, pa greva nam mogoče še na ene par bolj sproščenih stvari. Če ti čas kaj dopušča, a trenutno kaj zanimivega bereš? Imaš kakšno priporočilo? Ja, trenutno beremo o francoski revoluciji. Ne vem, pač se pravi, ni leposlovje, ampak je dejansko en zgodovinar je napisal knjigo in je noro, ker je zelo poljudno napisan, ker res ne morem zares fulejnih informacij absorbirati, ampak če so pa tako na tak lep način napisane, je pa pač to noro. No. Tako da ja, to berem. Plus, se pravi, to je knjiga za takrat, ko imam luč zraven, za polka grem pa spat, imam pa na Kindlu pa berem Murderbot Diaries, oziroma ne vem, slovenski prevod, ta prva knjiga je v slovenščini, dnevnik Boj robota, ne vem, ko je. Zdaj pred kratkim je prišla ven, no. Tako, ampak to je knjiga. In jo priporočaš? Absolutno, ful je zabavno. V tej, se pravi, Murderbot Diaries v bistvu spremljaš enega androida, ki je narejen za varnostni sistem in ga dajo ljudem, ampak je izklopil se iz tega ta glavnega sistema in zdaj je tako malo neodvisen in v bistvu počasi začenja dobivati čustva in razvija sočutje do ljudi, ampak istočasno jih pa ful ne mara. In je tako zabavno, dobra zgodba, zelo empatična. Pa zelo v duhu vsega povezanega z umetno inteligenco. Tako, v današnjem času. Ekstremno, ja, zelo dobro. Tudi to knjigo o francoski revoluciji močno priporočam, sam ti mora biti pa kul zgodovina na ta način, no, tako. Evo, odlično. Zdaj pa samo še toliko za konec. Imate z Kudom Kiks kaj planirano v naslednjih tednih, kje te lahko mogoče naši poslušalci ujamejo, nastopajočega tako ali drugače? Veliko enih različnih zadev, kar se zdaj spomnim je 13. maj, smo v mestni knjižnici Kranj, imamo impro turnir Spopad generacij, 21. maja smo v Linhartovi dvorani v Radovljici, kjer bomo imeli predstavo, ki jo imamo vsak let, Dino Kapetanovič, Nate Schmidt, jaz plus, mislim, da sta 2 gosta, Boris Kobal pa Lea Mihevc iz Nemirne krvi. To je pa to, kar se zdaj spomnim. Pa upam, da do konca leta spisal nadaljevanje druge knjige. Evo, držimo pesti. Najlepša hvala ti za obisk, lep preostanek praznika ti želim, pa se kmalu kaj ujamemo. To je la.
Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica.